informacije o maturi najboljše iz prve roke smo v sklopu projekta e-matura zbrali elito od elite zlatih maturantov in jih povabili na pogovore. Skupaj se bomo pogovorili o tem, s čim so se oni srečevali, ko so reševali maturo in še ostale podrobnosti, ki jih boste slišali. No, pa se najprej predstavimo. Hej, jaz sem Špela, študiram japonologijo, maturo sem pisala lani, mislim leta 2019, pa rado pojem. No, živijo, jaz sem Jakob, študiram matematiko, maturo sem delal 1 leto prej kot Špela, torej 2018. In ja, poleg matematike se ukvarjam še z več matematike. Jaz sem Patinkara, sem tudi delala maturo leta 2018, zdaj študiram medicino, ki zavzema večino mojega časa. No, pa začnimo najprej s tem, katere predmete ste še imeli na maturi poleg osnovnih 3? Jaz sem vzela kemijo in psihologijo, ker ta predmeta sta mi bila zelo zanimiva in se mi je zdelo, da mi bosta tudi koristila pri študiju. Ja, jaz sem vzel informatiko in pa fiziko, tudi iz podobnih razlogov, ker pač sta me ta 2 predmeta najbolj zanimala in tudi se mi je zdelo, da mi bosta potem kasneje najbolj koristila. Jaz sem vzela psihologijo pa nemščino. Psihologija mi je bila zanimiva, nemščina mi je pa tudi zelo zabaven jezik, pa na splošno imam zelo rada jezike. Zdaj pa Špela, kaj je bil pa tvoj glavni motiv, da si želela doseči zlato maturo? Na naši šoli je ona tabla, ko so vsi zlati maturanti. Pač ne vem, že vedno sem pač pridobivala si dobre ocene in sem se zavzemala za to, da bi si pač pridobivala dobre ocene in pa sem rekla, da moram tudi maturo dobro pisati. Drugače omejitve pa niso tako visoke bile na mojem faksu, tako da nisem imela nekega zunanjega, kot bi rekla, nekega motiva, ki bi me pač pritiskal, da bi pač pridobila ta rezultat. Tinkara, kaj pa ti? Ja, pri nas se pa tako ve, da so precej visoke omejitve, tako da tudi to je bil en del motivacije, ker pač, če sem želela priti na medicino, sem mogla čim boljše pisati. Drugače pa tudi podobno kot Špela, jaz sem vedno imela visoke ocene in sem si nekako želela tudi maturo čim boljše pisati. Jakob, kakšno podlago ti je pa dalo sprotno učenje v srednji šoli, če si se sploh lotil? Ja, jaz moram priznati, da mogoče se nisem toliko sproti učil, kot bi nekateri mislili ali pa kot bi bilo recimo, primerno za zlatega maturanta, no. Ampak sem imel pa še vseeno dober uspeh. Vsekakor seveda tudi nisem ničesar delal, ni bilo tako, da ne bi ničesar delal že 4 leta sproti, ampak tudi pač pred maturo si treba malo stvari pogledati. Če se pravilno učiš, pa če se te prave stvari, če se znaš učiti, potem niti ni treba, da imaš toliko sprotne predznanja pa tega, je že pač to. Kaj pa misliš s tem, ko si rekel, če se pravilno učiš oziroma če se pravilno spodstopiš, kaj misliš s tem? Ja, ne moreš se kar vršiti v neko knjigo ali pa nek učbenik in potem pač pričakovati, da boš, to 10-krat prebral in si boš kar zapomnil, moraš se tako malo strateško učiti, pač moraš si malo časa tudi vmes vzeti, da se to znanje usede. Še kakšno drugo stvar vmes narediti, recimo greš ven na sprehod ali pa na kolo ali pa kaj takega, malo menjaš predmete, tako da se naučiš skozi samo ene in iste stvari, ampak recimo pač malo mešaš recimo na začetku malo matematike, pa pol greš na neko slovenščino pa to. Drugače itak zgubiš motivacijo že med učenjem, če se 10 ur samo matematiko učiš, to ne bo šlo skozi, ne. To bi pa rekla. A se je kdo od vas sploh sproti učil v srednji šoli? Pač tudi jaz se nisem verjetno toliko, kako bi se pričakovalo, ampak nekaj sem se pa, kar je pa bilo zelo v bistvu koristno za naprej, zaradi tega, ker je bilo tega direktnega dela pred maturo nekaj manj. Špela, zdaj glede na to, da si rekla, da imaš ti tudi zelo rada jezike, bom pa te postavila to vprašanje. Na kakšen način si se lotila eseja pri slovenščini? Ker vemo, da to dijake v bistvu zelo, zelo skrbi, ker je to prva stvar pri maturi, ne? In tudi ne vejo, na kak način se lotiti, ali naredijo osnutek, ali se vržejo direkt noter v pisanje, ali je bolj pomembna zgradba. Kak si ti lotila tega? Jaz pri eseju sem se v bistvu najbolj ubadala z dejansko vsebino knjige, pa tega, da sem res razumela, pa da sem imela neka svoja lastna mnenja, da sem pač že vnaprej si mogoče pripravila, kaj bi lahko kaj v tem napisala, kaj bi lahko kaj v tistem napisala. Nisem se mogoče tako veliko pripravila na to zgradbo, recimo kam dala v uvod, kaj bom dala v zaključek, mogoče sem tam tudi točke zgubljala, se ne vem. Ampak načeloma, ja, najbolj sem pač
se osredotočila na dejansko vsebino knjige, pa da sem razmišljala o njej, pa da sem si razvila že vnaprej neke, pač, ker ne moreš natančno vedeti, kaj te bo čakalo na eseju, ne? Ampak se lahko pa približno pripraviš, pa lahko malo pogledaš, kaj so glavne točke, pa se to se ponavadi že pri pouku tudi dela, da se pač pogovarja o tem, razmišlja. Tako da, Kater tip eseja si pa izbrala? Razlagalnega. Aha, ok. Kaj pa ti, Jakob, kako si se pa ti lotil eseja pri slovenščini? Ja, jaz sem v bistvu tako zelo velik poudarek sem dal osnutku. Se mi zdi tudi tako časovno zelo velik. Mislim, da sem pol ure ali pa še več kot pol ure porabil sam na osnutku, kar se mi zdi, da večina ljudi je, mislim, tega že kar malo strah, da bi pač tako toliko časa namenili osnutku, ne, ampak zame je bilo to, mislim, se je izkazalo nekako za dobro strategijo in je bil pol tudi sam esej veliko bolj strukturiran. To se mi zdi, da je bil, mislim, eden izmed najboljših delov mojega eseja, mogoče ne nujno toliko vsebino, kot pač, da je bil res tako lepo strukturiran, pač z vodom, pač jedrom in zaključkom, tako da se je pač vse povezovalo z neko rdečo nitjo, ne. Tako da ja, potem pa pač sem pisal pač po osnutku. Sej, mislim, če imaš dober osnutek, potem itak vse, kar ti pri eseju ostane, je pač, da ga še napišeš. Pa bi ti na splošno maturantom svetoval, da se bolj lotijo osnutka, kot pa dejansko pisanja? Ja, mislim, to zdaj težko vsem svetujem eno stvar, ne. To je malo odvisno od posameznika. Jaz mislim, kar bi svetoval maturantom, je to, da se pač napišejo pač pred maturitetnim esejem pač nekaj poskusnih esejev, se itak bojo najbrž v šoli že pisali, in da pač probajo malo pa vidijo, pač, katera stvar njim bolj ustreza, ne. Zdaj, eni so taki, da seveda pač tako kot jaz, da imajo neko idejo že na začetku in pač napišejo dober osnutek in potem pač napišejo sam cel esej potem. Nekaterim drugim pač bi ta osnutek vzel preveč časa, pa mogoče rajš, mislim, so bolj tako kreativni, pa mogoče napišejo en del eseja, pa se pa še česa spomnijo, pa tako malo bolj skačejo med tema, ne. Mogoče ta esej potem ni toliko strukturiran, ampak lahko pa da je pol, mislim, bolj tak kreativen ali pa kaj takega, ne, tako da ja, odvisno od posameznika, ampak meni se zdi, da se kar splača pač pred maturo napisati velike esejev, pa pač ugotoviti, kaj za posameznike deluje, no. Pa ti si tudi pisal ta razlagalni tip eseja? Ja, Pa to je bila odločitev, ker si mislil, da ti bo lažje, ali zaradi tega, ker je to bilo najbolj nekako prej že spisana ideja, ne? Ker v srednjih šolah pri pouku se poudarja ta tip eseja. Ja, tako, ja. Jaz bi rekel, da je bilo vsega po malem, no, da prvič smo veliko tega tipa eseja pisali, pravzaprav skoraj sam ta tip eseja. Kot drugo mi je bil pa tudi kot tema, oziroma mislim, tudi kot sam način pisanja tega eseja bolj všeč kot pa druga varianta, tako da sem potem zato to zbral. Ja. Super, kako pa ti, Tinkarna, kako si se pa ti lotila eseja? Če se lahko navežem kar na osnutek, jaz sem bila v bistvu čisto nasprotje. Moj osnutek je bil sestavljen iz parih opornih točk, ne vem, 3-4 stvari, ki jih res ne smem pozabiti, ker meni način, da potem pišem in nekako steče iz mene bolj ustreza, ampak se tako kot je rekel, to je odvisno od tega, kako si navajen. Je pa res, se mi zdi zelo koristno, nam so devali tudi v šoli, nam je profesorica devala zelo veliko esejev za vajo zapisati, ki jih je pa tudi ona preverila, dala nasvete, komentarje, kaj bi lahko bilo boljše, kaj je bilo v redu. Pa se mi je tudi to zdelo zelo koristno, da mi je zelo pomagalo. Zdaj pa, če se naveževa naprej na slovenščino, se ti je zdela ravno slovenščina najtežji predmet na maturi, ker slovenščina je že avtomatično na višji ravni, ali angleščina ali matematika? Ja, v resnici bi jaz rekla, da se mi je zdela kar slovenščina najtežja. Mogoče tudi zaradi tega, ker vsi sklepamo, da to je naš materni jezik, da bo kar šlo, ne? Pa mogoče ni vedno čisto tako. Kako pa vama? Kaj pa je bilo vama najtežje? Ja, jaz bi definitivno tudi rekel slovenščina. Mogoče ne nujno, mislim, esej tudi ustni izpit pri književnosti, seveda to je, ustni izpiti so zmer odvisni od tega, kakšne profesore dobiš, ne. Jaz sem vedel, da pač bom dobil svojo profesorico slovenščine, ker je bila pač ena izmed težjih profesorjev, no, če malo tako reči. Zato sem se tudi za književnost na maturi največ učil od vsega. Ampak ja, slovenščina na splošno, saj mislim, da za večino ljudi je kar tako, no. Ne vem. Pač vse je bilo, za vse se je bilo pač treba potruditi. Meni se je osebno zdela na naši maturi zelo težka matematika na višji ravni.
Ampak drugače pa saj tako odvisno pač, kaj ti gre, kaj ti ne gre. Koliko ur samostojnega učenja si pa na primer vložila v matematiko? Poleg tega, kaj se je delalo itak v šoli pri pouku pa na pripravah za višjo raven? V urah, da povem. Koliko si vložila dodatnega dela, mogoče v procentih, če razmisliš, koliko 100% vso delo, ki si ga dala, koliko procentov je bilo narejeno v šoli, koliko pa samostojnega dela? Jaz bi rekla, da sem kar večino v šoli, nisem tako veliko mogoče delala do doma, kot bi mogoče mogla, pa bi lahko, ampak nisem. V redu. Kaj pa vidva? Tako približno za občutek. Ja, jaz mislim, mogoče je to zame malo težko razmejiti, zato ker recimo mi smo imeli potem tudi v času tik pred maturo na nek način tudi organiziran še zmer ne ravno pouk v šolah, ampak pač, da smo lahko prišli v šolo, kjer smo potem reševali stare maturitetne pole in pa tako. To sicer ni bilo lih obvezno, no, večina ljudi je tudi ostala doma. Jaz sem vseeno hodil v šolo takrat, občasno sem bil celo edini v razredu, ki je potem tam reševal pole. Tako da ne vem, pač, a to šteje kot delo v šoli ali delo doma. Mislim, bolj je podobno delu doma, ne, ampak zame je bilo tudi ta stimulacija, ki ti jo da pač že samo to, da si tam prisoten v šoli, ne, te kar nekako si navajen, da se potem moraš učiti, ne, če si želiš tam. Tako da mislim, mi je tudi to precej pomagalo, ker doma se nisem mogel tako dobro koncentrirati, recimo kot po šoli, ne. Ampak seveda spet za ljudi delujejo pač različne stvari, ne. Morate malo probati, da vidite pač, kaj deluje za vas. Ampak ja, če mogoče se vrnem nazaj na prvotno vprašanje, ja, bi rekel, mislim, da sem, ne vem, približno recimo polovico dela naredil pol tudi še doma, polovico v šoli. Odvisno tudi seveda od predmeta, ne, za nekatere predmete sem se bolj pač sam angažiral, ne, mogoče tudi, ali profesori niso bili tako dobri ali pa karkoli, ne, mogoče nismo imeli tako dobre podlage. Za druge predmete sem se zelo malo učil doma, ker sem pač že večino v šoli predelal, ne, tako da je to. No, če se malo navežem nazaj na Špedo, koliko si pa ti vložila za nemščino, pa si še rekla, da si imela 5. predmet nemščino in psihologijo. Ja, koliko si pa delala samostojnega za ta 2 izbirna predmeta? Za nemščino recimo sem pač čim bolj probala cel čas. Pač za jezike mi je najlažje, če se pač sam vržem noter, pa ne vem, začnem eno serijo ali pa eno risanko ali pa karkoli bi to gledati, pa pol izpod napisal. Pa pol to tudi zdaj, ko recimo japonščino študiram, to isto delam. Pač gledam anime, pa si pol ustavim, pa grem vmes googlat besede, vmes, ko gledam anime. Pač, ne vem, svašta. Ampak to mi je pač pri jezikih zelo zabavno, jezike se zelo rada učim. Tako da za jezike tudi mislim, da največ dela še tak naredim doma sproti. Res, za ostale predmete pa ne vem, bolj tak, načeloma sem se zelo tak pred testi, pa kaj tak učila, tak da nisem delala tak sproti, kot pa recimo, pač ne vem. Ok, Tinkara, kaj pa ti? Koliko si pa ti delala sproti, pa koliko si se pripravljala za kemijo, pa koliko za psihologijo? Ja, sproti sem jaz delala malo več, kot bi bilo treba, ampak tudi mogoče ne toliko, kot bi si človek želel, no? Oziroma toliko, kot zdaj vidim, da bi mogoče na faksu bilo treba. Drugače pa za kemijo se doma nisem rabila tako veliko pripravljati, ker smo imeli res super profesorico, ki nam je devala tudi v bistvu za reševati naloge iz starih matur in to, in potem recimo štejem, da je to bilo kot za šolo, čeprav je bilo to v resnici domače delo. Pa tudi smo imeli te dodatne priprave, tako da za kemijo ni bilo toliko domačega dela. Pri psihologiji je pa tako, pač stvari se treba naučiti, to je nekaj, kar se pač treba naučiti in je bilo malo več tega. Za ostale predmete pa tudi tako. Večinoma v šoli, jaz bi rekla, da je bilo manj kot polovica doma.
Učiti se ali ne učiti se slovenščine? To je zdaj vprašanje. Sem Anika in študiram slovenščino in italijanščino. Zelo sem vesela, da sem se našla v svojem študiju in vsak dan z veseljem na predavanja. Neizmerno sem vesela, ko tudi drugim vzbudim zanimanje. Razumem, da te snov kdaj ne zanima, ampak zato sem tukaj jaz, da ti učenje slovenščine popestrim. Predavanja sem razdelila na 3 dele. Slovnico, esej in književnost, v kateri boš izvedel vse, kar potrebuješ vedeti za maturo. Se vidimo na predavanju. Knock, knock. Who's there? To. To who? No, it's to whom. Sem Mija Katarina Mihalinec in sem diplomirana anglistka in rusistka. S poučevanjem angleščine imam že 5 let izkušenj. Prav tako sem 2 leti nazaj pridobila certifikat iz poučevanja angleščine. Šli bomo od past simple do future perfect. Vmes bomo dodali še ščepec passive voice-a in modalnih glagolov. Če na maturi nisi siguren, poslušaj svojo intuicijo. Z angleščino imaš toliko stika vsak dan, da ti je ziher do neke mere zlezla pod kožo. Vse bomo predelali. Na koncu vsi nemirno čakajo rezultate mature. Če imaš torej možnost biti bolj miren, zakaj je ne bi izkoristil? Človek se na to vpraša, kako si to zagotoviti. Pa dajmo biti malo bolj praktični. Knjige, zapiski, ogromno papirja, pa saj to so uporabljali še naši dedki in babice. Ker se pa svet optimizira, je na tej poti tudi pridobivanje znanja. Samo poglejmo v svoje žepe. Vsi imamo napravo, ki nam omogoča dostop do neomejenega znanja. Torej, zakaj tega ne bi uporabili za maturo? E-matura. Platforma z neomejenimi možnostmi in funkcijami. Odličen pripomoček, ki ti da točno toliko, kot moraš vedeti. Do cilja vedno vodita 2 poti. Ena gre naokoli, druga pa naravnost. Katero boš izbral ti? Vse od vesolja do atoma deluje po istih pravilih. Bi se jih rad naučil? Skupaj bova predelala vso teorijo, rešila kup nalog, pa še nekaj maturitetnih pol. To se sliši kar v redu, a ne? Kaj? Ali sem kredibilen? Zlati maturant, več ducat zlatih priznanj iz državnih tekmovanj in več kot 5 let izkušenj v tutorstvu. Tako da ja, si v dobrih rokah. Zdaj si pa pogledajba, kako poiščemo smer sile magnetnega polja. To pa dobiva s pravilom leve roke. Vektor gostote magnetnega polja kaže v dlan, prsti v smer gibanja pozitivnega delca, potem pa palec kaže smer sile. Se vidiva na posnetkih. No, zdaj pa, to je pa vprašanje za vse 3, pa začnemo Kristinkaro. Glede na povedano do sedaj, kaj bi bil tvoj največji oziroma najboljši nasvet za letošnje maturante, glede na to, kar smo zdaj že povedali? Meni se zdi res pomembno, da sledijo temu, kar jim profesorji dajejo navodila v šoli, zaradi tega, ker oni imajo seveda dolgoletne izkušnje, vejo približno, kaj se da pričakovati, vejo, kaj dijakom ponavadi dela težave. In se ponavadi tudi na to osredotočajo. Za domače delo je pa tako, najbolj si je narediti nek plan in potem čim bolj slediti temu planu, seveda, po predmetih oziroma po temah. Ja, jaz bi v bistvu predvsem poudaril to, da se morajo pametno učiti in da se morajo tudi, morajo najprej ugotoviti, kako to zanje deluje, kaj bo za njih najboljša oblika pametnega učenja. Zdaj, drugače bi jim tudi predlagal, da hodijo tudi v šolo, če se da, ali pa v knjižnico, pa se tam učijo. Zdaj letos mogoče to ni najboljši predlog, mogoče tudi ne bo lih izvedljivo, ampak bi pa predlagal potem nekaj drugega. Obstajajo tako imenovani YouTube kanali StudyTube, kjer se v bistvu ljudje posnamejo, kako se učijo. In to je zdaj med kakšnimi karantenami ali pa kaj takega odlična stvar, da te motivira, zato ker če imaš ti nekoga zraven, ki se skozi uči, tudi če ni fizično zraven, ampak če gledaš sam nek posnetek,
se mi zdi, da te še vsem toliko bolj motivira, da pač ne moreš nekaj drugega vmes početi, ne pa procrastinate, ampak da se dejansko moraš učiti. No. Tako da jaz mislim, da zdaj v tem času, ki mogoče ni lih najboljša ideja, da smo pač na kupu nekje v kakšnih zaprtih prostorih, pa to pa, da se tam učimo, da je to nekako dobra opcija, mislim, dobra alternativa, no, za take stvari. Tako da to bi jim kar priporočil. No. Pa misliš, da je to, da si stimulirajo stres ob reševanju mature? Ne? Tako si prej rekel, ne? Ko si šel v šolo, pa ste reševali maturitetne pole, se ti to zdi fajni pristop, da se malo navadijo tega, kako je, ker to je v bistvu prvi velik akademski izziv v njihovem življenju, ne? Prvi velik in dolg. Ja, mislim, če ne drugega, itak mora na maturo, mislim, bi predlagal, da na maturo bodoči maturanti gledajo tudi kot na neko, kako bi rekel, te stran izpitov na fakulteti, ne? Ker pač na fakulteti se potem uči približno tako, kot se pač za maturo, ne? Pač prej verjamem, da večina ljudi se za teste ni ne vem koliko učila, tudi sproti pa to, ne? Ampak na faksu je potem malo drugačen način dela, ne? Tako da bi rekel, da je to tudi na ta način jemljajo. Glede simulacije stresa med maturo, mogoče ne toliko, da si simulirajo stres, ampak predvsem tudi, da se postavijo tako fizično in mentalno v ta state pač pisanja mature, da se tudi pač spoznajo z obliko teh maturitetnih pol, pa tega, kako so pač strukturirane, kako izgledajo naloge. Zato, ker potem, ko si enkrat to že 10krat videl, pa si se navadil na to, ko dejansko greš pisati maturo, ti je že vse znano, ne? Ni neki ful novega ali pa tako strašnega, ne pač. Mislim, da ne rečem, da zgleda skoraj tako, kot je pač še en study session, ne? In potem pač vse, kar ti ostane, je, da dobro odpišeš to maturo. Ne? Je to. Špela, kaj bi pa ti rekla letošnjim maturantom? Več narediš v šoli, manj treba doma. No, zdaj pa, glede na to, da sta Špela in Tinkara hodili na isto srednjo šolo, vem, da pri nas, jaz sem tudi hodila na to srednjo šolo, so nas blazno strašili s to maturo. Kako je grozna, kako je težka, koliko se je treba učiti, vse to, ne? Ker so po moje tudi želeli najboljše rezultate iz tega dobiti. Ali se vi, to je na vse navezuje, ali se strinjate, da je matura tako zelo grozna, kot jo prodajajo profesorji? Mislim, ne bom rekla, da je pač easy, ampak ni pa tako, umrli bomo. No, kaj pa naprej? Jaz mislim, da če se dobro pripraviš, tako kot sem že prepovedal, da pač ni nič nekaj novega, ampak je pa definitivno malo drugače kot pa pač prejšnji testi na srednjih šolah in veliko bolj tako kot potem naslednji izpiti na fakultetah. Ne bi jih rekel, da je spet toliko težko, pač spet, če se dobro pripraviš, potem vas nima biti kaj strah. No. Jaz se strinjam, nam se v bistvu težje predstavljalo, ko se meni pol zdelo, ampak kot si že ti Petrisa omenila, mogoče je tudi ena izmed taktik, da se potem dijaki malo bolj učijo, ampak če si dobro pripravljen, ni nič tako hudega. Zdaj smo veliko povedali o načinu, kako se učiti, pa vse to. Kaj pa je vas vsakega posebej motiviralo, da ste se dejansko usedli pa učili? Mene je v bistvu motivirala me je želja potem, da bi čim bolj pisala maturo, zaradi tega, ker sem to rabila za faks, hotela sem se vpisati na faks, ki je pač imel omejitve in me je tudi to motiviralo. Po drugi strani pa v bistvu sem si tudi želela čim več znanja dobiti od ljudi, se pravi profesorjev, ki ga imajo, ker sem večina predmetov v resnici mene je kar zanimala, teh maturitetnih, tudi tistih, ki so obvezni in mi zato tudi ni bil tak problem, ker sem si tega znanja tudi želela. Jaz bi rekel, da podobno kot Tinkara so tudi mene te predmeti kar dosti zanimali po večini, no. Tako da za tiste predmete itak učenje ni bilo, težko je bilo kar naravno, včasih sem še hotel se bolj učiti, kot bi se bilo mogoče treba za kakšne stvari. V nasprotju z njo sicer jaz nisem imel nobene omejitve na fakulteti, matematika ponovadi nima omejitve, zato nisem imel nekako te zunanje pač motivacije, da bi pritiskala name. Mogoče je bilo to skoraj še boljše, no, zato ker potem nisem bil toliko pod tem stresom, da pač res, vedel sem, da ne glede na to, pač, kako piše matura, sam da jo naredim, bom pač se lahko vpisal na želeno fakulteto in mogoče tudi zaradi tega sem pol nekako imel bolj sproščen pristop k pisanju mature
in sem pol tudi mogoče malo bolj zaradi tega pisal. No. Ne vem, pri matematiki mi je bila glavna motivacija za učenje, ker je bil strog profesor, ki je sproti zahteval domače naloge. To bi mi po mojem kar prav prišlo, da je dejansko, čeprav jih nisem vedno sproti delala, ne me povedati, no se ve. Ampak to mi je bilo glavno pri matematiki. Pri slovenščini mi je bilo pri književnosti zelo všeč, ker je profesorica nas spraševala, tudi v 3. letniku recimo je na prvo vprašanje, si lahko v bistvu dobil karkoli iz književnosti od 1. letnika dalje. In nas je tako v bistvu prisilila, da smo se že cel cajt za nazaj učili in potem, ko sem šla v bistvu že ne vem koliko to prek, ko sem dejansko šla na ustnega iz mature, sem rekla, ok, to mi je že jasno, to mi je že jasno, to mi je že jasno. Tako da to je bilo kar kul. Za jezike sem že tako prej govorila. Kaj še pa? Psihologija mi je bila pa zanimiva zelo. Tako da. No, super. Zdaj, ko si že omenila, da si se tudi za nazaj učila za teste sproti, iz katerih virov si se pa učila, samo iz učbenikov ali še kaj drugega? Jaz načeloma se ne rada učim iz več zvezkov učbenikov, česarkoli naenkrat, tako da načeloma vse, kar sem imela napisano v zvezku. Če sem hodila kaj iz učbenika, sem si tudi v zvezek nekam dopisala in potem sem imela vse na enem mestu in na tistem mestu sem se učila iz tistega, pač iz mojega zvezka. To je bilo najbolj tak nekako sistematično zame, recimo, bi bilo najboljše. Ja, naprej. Ja. No, jaz bi rad pripomnil, da jaz sem bil čist polar opposite, ne. Jaz sem se sicer tudi učil iz svojih zapiskov, ampak tudi iz zelo veliko različnih virov, no. Pa ne samo učbenikov, pa knjig pa tega, ampak tudi po internetu, ne vem, še iz Wikipedije ali pa predvsem za recimo slovenščino sem iskal gradiva pač tudi po internetu ali pa ne vem, kje še vse. In sem najdel tudi zelo različne stvari, so se potem iz tega tudi učil. No. Tako zelo iz različnih koncev. Ja, kot vidite, tudi pač ne deluje to za vsakega, ne, ampak zame je bilo to kar v redu. No. Pa to je bilo zato, da si luknje filal ali zato, da bi dejansko imel večji pregled na tem, kaj dejansko moraš znati? Pri nekaterih stvarih pač zagotovo to, da sem zafilal kakšne luknje, ne, pač kakšne stvari ali v učbenikih ali po zapiskih niso bile dosti dobro razložene ali pa so celo manjkale ali pa kaj takega. Po drugi strani pa tudi, da sem nekako iste stvari na različne načine videl razložene ali iz različnih zornih kotov, se mi je zdelo, da nekako na ta način sem si še bolj zapomnil tako predvsem to bistvo, pač idejo za pač neke stvari, ne. Ker včasih je tako, da če se učiš samo, ne vem, iz ene knjige ali pa zvezka ali pa karkoli, no, vsaj meni se tako zdi, da nekako se mogoče preveč fokusiraš na to, kar je dejansko dobesedno tam napisan in manj na samo idejo, kaj je zadaj, ne, ker pač lahko, da se da kakšno stvar še na drug način razložiti, ne. In potem, če nekako razumeš različne viewpointe, ne, potem se mi zdi, da bolj razumeš idejo samo tudi. Ne. Pa to bi rekel, da se aplicira na tako naravoslovne kot na družboslovne predmete ali na katero bolj kot na drugo? Ja, v bistvu, definitivno bolj naravoslovne bi rekel, ampak tudi družboslovnih, no, recimo tudi za slovenščino sem to počel in v bistvu mi je tam še skoraj najbolj prav prišlo, no. Mogoče tudi zato, ker mi je bila slovenščina, kot smo že prej rekli, najtežji predmet, ampak nekako se mi zdi, da ja, so mi tam kakšni koncepti, recimo tudi iz slovnice, pa to veliko bolj ostalo v spominu, ker sem jih videl razložene na različne načine, kot pa sam mogoče na enega, ne. Super. In Kara? Ja, jaz sem pa zdaj v bistvu miks obeh, meni zelo... Ja, zelo. Jaz se zelo rada osredotočam na svoje zapiske, ker pač točno vem, po kakem sistemu sem si jih sama naredila. Večinoma si tudi kako pripombico zraven naredim, če mogoče ni najbolj razumljivo tisto, kar sem napisala, si dodatno razložim zadevo, ampak pri enih stvareh sem pa tudi iskala informacije po spletu, recimo, ne vem, kako se zdaj tale integral, kaj zdaj s tem integralom naredim, na YouTubeu imajo vse. Tako da ja, jaz sem v bistvu miks obeh, sicer pa tudi te stare mature zelo pomagajo, se mi zdi, ker principi nalog se včasih ponovijo, pa je fajn, če pač nekaj podobnega si že videl. Pa književnost na maturi, knjiga je super za ustne dele. To je še dobro vprašanje. Kolikokrat ste knjigo prebrali? Kolikokrat ste jih šli skozi? A ste šli 2-krat, ali ste šli večkrat, ali ste šli manjkrat?
Velikrat. Ne vem, točne cifre ne vem, ampak sama sem jo večkrat prebrala, pa smo v resnici tudi v šoli delali. Zelo podrobno, mi smo šli skoraj vsako poglavje smo obdelali, tako da velikrat. Ja, jaz tudi zelo podobno. Pri nas v šoli smo predvsem 4. letnik zelo fokusirali na te 2 knjigi, pri slovenščini seveda, ne. V bistvu do te mere, da bi skoraj videl, da bi še kaj drugega delali vmes. Se mi zdi, da smo mogoče se malo preveč tudi na to fokusirali. Mislim, sej pač potem znanje iz knjig je bilo dobro, ne, ampak mogoče bi rajš videl, no, da bi mogoče še kaj več slovnice delali, ampak to je zdaj že vem, tako da. Enkrat. V šoli sem poslušala, ko smo razglabljali, pa tak in tak sem bolj tak slušni tip in mi potem ful pomaga, recimo, ko smo se pogovarjali o vsebini, pa ko smo razvijali neke ideje, pa take zadeve. Drugače pa nisem doma tak, da bi večkrat šla, pač sej tako ali tako se mi ni zdelo tako fejst pomembno, da si zapomnim vsako podrobnost, ampak sem tak, da imam neko okvirno idejo o tem, kaj se je šlo. Kaj je pa vsakega od vas na maturi najbolj presenetilo? Čas za razmislek, prosim, hvala. No, jaz direktno lahko povem, kaj me je najbolj presenetilo. In upam, da ta stvar ne bo nobenega izmed vas presenetila. Mislim, sej zelo malo verjetno, da bo. Namreč pri nas se je med pisanjem eseja za maturo sprožil požarni alarm. To je taka stvar, ja, ki se zgodi mogoče enemu razredu na 100 let, ampak ja, mi smo to fasali. Pač, če se vam slučajno to zgodi, ne, sam ne paničariti, pač ostanite pač zbrani, pa tako. Mi smo šli sam ven na dvorišče, čez 5 minut so nas poslali nazaj noter in smo potem pisali še naprej do konca. No. Probite, naj vas to ne vrže preveč iz toka misli in tega. Predvsem pri eseju se mi zdi, da to še najbolj škodi, ne, ampak mislim, tudi meni je uspel pol esej čisto dobro dokončati, tako da jaz verjamem, da bi tudi vam. Tako da. Ja, jaz ne morem reči, da me je kaj res tako zelo presenetilo. Mene je bilo malo strah, da mi bo časa zmanjkvalo, tako da sem bila prijetno presenečena, da sem ga imela potem vse posod dovolj. Drugače pa ne vem, bil mi je recimo angleščina slušni kar težek, ko sem pričakovala, da bo lažji, pa to me mogoče presenetilo. Ampak tako, karkoli se zgodi, vi greste naprej. Upam, da je bilo dosti časa za razmislek. Ja, jaz ne. Ja, se to so bili zdaj tako ustni izpiti, ne. No, se glede ustnih izpitov me je najbolj presenetilo v bistvu, ker ni bilo, jaz sem se ustnih najbolj bala v bistvu na nek način, še posebej nemščino, ker me je bilo strah, da pisati znam, govoriti pa ne bom znala tako nekako logično, ker ne bom imela dovolj časa, da si bom vse stavke v glavi pravilno zložila pa vse. Ampak mi je šlo, pa pri matematiki sem dobila zelo lahko vprašanje, tako mislim, da celo nekaj kak ploščina pravokotnika se zračuna ali pa nekaj tacka in smo da, kaj je to osnovna šola. Tako da so tudi zelo lahki listki noter, tako da little bit of luck. No, super. Kako sta bila pa vama ustna? Pač ustni, a vam je bilo grozno? Mislim, zdaj ona že odgovorila, pa jaz sprašujem. Ja, no, pri slovenščini me je tudi ustni izpit najbolj skrbel. Ne bi jih rekel, da je bil grozen, definitivno je bil mogoče kar težek, ampak sem bil tudi jaz precej pripravljen, ker sem se za to pa res veliko učil, no. Po moje za to književnost skoraj to kot za vse ostale stvari skupaj. No. To mogoče ni lih, seveda spet pač ni lih za vsakega, no, ampak mislim, jaz sem definitivno vedel, da matematike znam dovolj, da se ne rabim veliko učiti za to, književnosti pa ne toliko in sem se potem fokusiral na to. Ne. Ampak ja, mislim, na koncu je šel tudi ta ustni izpit čisto redo skozi, tako da je pa definitivno, mislim, bil kar težek, no, ampak seveda spet to je malo odvisno od teh od profesorjev, ki jih dobiš, ne. No, tako. Zdaj smo pa prišli do konca z vsemi vprašanji. Torej, upam, da ste slišali veliko uporabnih stvari, zato smo tudi naredili to okroglo mizo, zato da se lahko res, da vidite, vsi smo dali čez maturo, maturo se da narediti, maturo se da premagati in se jo da premagati zelo dobro, če imaš pravo osnovo in upamo, da smo vam pomagali to osnovo vsaj malo vzpostaviti.